Imela ena punčka fotra pijanca. Ja. Je to njej poznana situacija. In je normalno. In je to za njo normalno. Zdaj pa pazi to. Naš ima rad to, kar pozna. Če ne bi mu res vrhunsko dobro samo podobe, Bi že jokal, bi že zdavni nehal delati. Postal, ne, ker me tudi grejo na tako raven. Si grd, imaš velik nos. Ne vem, če bi ti bil tečen, misliš, da jaz bi hotela zdaj tle sedeti s tabo. Težko. A veš, mislim, škoda mojega časa. Pa ne bi, a ne? Ma očitno življenje še plane z mano in jaz z življenjem. A veš, to pomeni, da bom še kar živela. Meni se zdi, da fajn čez 90 imam jaz tako v glavu, ne? Jaz imam 100 zase. A res? Ja. Dragi gledalci, če bi mi kdo rekel, ko sem bil mlad, da bom kdaj poznal Sašo Anzigler, bi mu rekel, to nikakor ni mogoče. Ker takrat smo vsi gledali na televiziji in bili malo zaljubljeni. Ti meni že enkrat povedal. Ja, jaz se zdaj drugem govorim. A veš, koliko let se zdaj midva že poznava? Koliko? Ne vem. Dolg? 8 po mojem. Ja. Ampak pred 8 leti je bil to tvoj prvi stavek. Če bi kdo, če bi kdaj verjel, da mi jaz s tabo kavo pil. Tako da, ne vem. Ja, in vse se da. In še kar to traja, ta občutek. Kako dober. A veš, zdaj sem pa že jaz važna, da Tomaž Gorec mene povab. A veš, kako so se stvari obrnile. Važen ratov. No, v glavnem... Zdaj sem te zmotila, prostno. To se ženske prekinjate. V glavnem, to moram še povedati, da zmeraj, kadar sem te rabil, si mi priskočila na pomoč, tako da to zelo cenim in nikoli ne pozabim. Ker to je danes, bom rekel, bolj redko, kakor običajno. Od tebe sem se, mogoče ne bom rekel, da sem se ful veliko naučil, sem se pa nekaj bistvenega naučil, ki bom tudi pol povedal, tako da sem ti za to zelo hvaležen. Ali mogoče celo verjeli ne bojo. Tako da ja, to je zavod, z mano je Saša Anzigler, tisti, ki še niste na moj YouTube kanal naročeni, se naročite, da mi daste malo podporo, motivacijo še za več takih dobrih gostov, intervjujev in tudi ti me spremljaš, ne moram verjeti. Ja, seveda. Ker si vse vedela. Ja, seveda. Tako da hvala mi je v čast. Seveda, zanimiv si, zabaven. Malo drugačen. Malo naiven včasih. Pa pol človek razmišlja, a je res toliko naiven, a je to kakšna finta, ampak tako, kot te poznam, se mi zdi, da si kar zelo tak, kakršen si. Ja, to sem sej po mojem, da je to največja adut, da imam sledilce in da imam te zveste sledilce, ki se jim iskreno zahvaljujem in to veliko pomeni. Ja, tako da to je po mojem največji adut mi, da sem tak, ko sem in nekaj ne igram. In mi na misel ne pride, da bi enkrat jaz to nekaj zaigral. Nekdo, da je prav, da kaj igram. Jaz tudi pozabim, če bi se nekaj zlagal, jaz čez en dan pozabim, da sem se tu zlagal in boš takoj na lažje dobila ali pa kdorkoli. Jo, se spomnim tistega videa, ki si bil na neki masaži ali kaj pa si tam cvilu. Ne na masaži, ti si me kar sprejel. Ja. Hvala Bogu, sta me ona dva masirala, drugače bi umrl, res, kaj tazga še nisem doživel, sem pa, to se je zato naredilo, ko sem šel prej v mrzlo vodo. Jaz to nisem vedel, da mrzla voda pa vroče mišice ne grejo skupaj. Meni je pasalo, da sem se ohladil, ker je bilo vroče za znort in izgleda sem to spodbudil. In to so me vse te mišice na nogah, vse kar so me bolele, to stati nisem mogel, sem se vlegel, sem mislil, da ok, buža, se nisem mogel niti kaj vlež stegan, to je bil en tak čuden občutek, da ti ne moram povedati, ne, tako da ni šans, pa tudi tam samo sopotnike, sem mogel še z njim zmeniti, ti, zdaj bom jaz nekaj zaigral, da ne boste komu povedali, ne gre to tako, ne, tako da. No, tako da, lej, super. Kaj ti, kaj počneš zadnje cajte? Hipnoza vidim. Koliko imam časa? Jaz toliko stvari počnem,
zdajle sem v zaključevanju knjige Razšla sva se, postavljam nove temelje. Aha. Knjiga, ki veš, da bo govorila pač o teh, ki smo se razšli, ne, partnersko, ali pa o ljudeh, ki razmišljajo, da bi se, ker je tako težko, veš, ki misliš, da si edini, ki se ti je nekaj tako groznega zgodil, in želim s to knjigo pomagati v bistvu prebroditi te prve korake in tudi povedati, da ni čas takrat, ko se ti ločiš, da greš kar takoj na portal ali pa nekam najdeti novega partnerja, da to ne gre tako. No, jaz to tle nič ne vem. Ja. No, to. Potem je ena izjemno pomembna stvar. In sicer z eno prijateljico, Aleksandro Pibahelj, sva ustanovili Akademijo doseganja notranje sreče in poslovnega uspeha. In sicer je to eno izobraževanje, ki bo trajalo 2x po 9 mesecev. Ni treba, da greš na oba dela, no. Ampak, kaj catch? Ti zdaj sam verjetno si videl, koliko je coachov, mentorjev, ljudi, ki pravijo, da pomagajo. V resnici pa, če pogledaš njih, a ne, vidiš, da sami njim niso čist diht. Oziroma imajo probleme. A veš, ne? Enkrat jih imam prišel na razgovor za službo in sem ga vprašal, zakaj misli, da je brez službe. Rekel, ja, malo sem nesamozavesten, pa to. Pa prej mi je pogovoril, da ima vse une NLP certifikate. Ne, mislim, kako češ... Ja. No, a veš, dosti je tudi ljudi, ki imajo cel kup teh certifikatov, ampak ne znajo tega spraviti v prakso. Veš, to je tisto, kar manjka, ne. Jaz sem pa taka, da sem malo storilnostno naravnana, veš, pa malo, če zdaj jaz plačam za en certifikat ali nekaj, jaz hočem to takoj implementirati, no, kako naj to rečem lepše, pač v prakso, a veš, zalaufati, pa probati stvari, a dela ali ne dela. In tle vidim, da ljudem manjka, veš, tle vmes malo tega korakca, ne, in sva prav rekli, da si želiva narediti eno tako izobraževanje, kjer se lahko naučiš vsa orodja, od NLP do ni, da ni, ampak ne samo, da se to naučiš, da pol to uporabiš v svojem življenju. Ne? In potem tisti, ki bi pa želeli iz tega še biznis pol naprej narediti, je pa še drug letnik, kjer pa pridejo na vrsto taki predavatelji, kot si ti. Upam, da povabim. Ja, seveda. A veš, da pa znaš pol prodati to, kar znaš in kar delaš, da se znaš pozicionirati, pa optimizirati na Googlu, pa tak, no, saj veš. To si bolj ti majster, ne jaz, ne. Tako da, no, to zdaj le pripravljava na polno. Ja, veš kaj, a lahko še malo reklame si naredim. Lahko. Za brezplačno Facebook skupino. Brezplačno. Ja, pogled vase, bom dal link v opis videa, tako da... A veš, to je brezplačno, no, ful vsebin dava, no, tako da... Veš, ko imam pa jaz problem? Ja, no, dej. Živčen sem ratal, hiter pozabim stvari in se ne morem spomniti, a sem pritisnil snemanje ali nisem, tako da moram pogledati, ker če ne bom skozi živčen. Ja, no, dej, pejt pogledat. Sem. A si? Sem. Sej, jaz sem videla, da si pritisnil. Si videla, pa bi lahko tebe vprašal. Ja, ampak ti meni ne bi verjel. Ne bi ti. Ja, tako mislim, da... ne, živčen domu bi bil, ali sem, ali ne. Ja. Tudi, ko sem ti prej rekel, moram jaz to resno kamero kupiti, da se tudi vidim, Ja. da vidim, aha, snema, super. A imaš za kakšne take paciente, kakšen rešitev? Jaz sem hiter za vse živčen, mislim, če mi nekaj ne štima. Ne vem, tudi včeraj zjutraj osebna nisem najdel takoj. Živčna, tukaj je osebna. In ne mogem jaz pol jeti ta dan, pa normalno delati, ne da ne bi cel dan na tisto osebno mislil. Pa kaj ima veze ena osebna, tudi če ne najdem, aj dobro, osebna je malo problem, moraš preklicati, pa pa tretne greš sam na nov narediti, ne. Take, rekel, stvari, ki skoraj niso pomembne, pa se sekiram za njih. Seveda. A veš kaj, jaz sem ene par let nazaj naredila eno super izobraževanje in sicer za v bistvu hipnoterapevtko, ne. Ja.
In zelo veliko sem se naučila o tem, kako deluje. In tvoj če mu ti ne daš, ti, ki si izgubil osebno, ne, oziroma je nisi našel. Ja. Tvoj tebi ne da miru toliko dolgo, dokler te osebne ne najdeš. Točno oziroma, dokler ti ne rečeš, zdaj pa dost, ne bom se zdaj ukvarjal z osebno, zdaj se bom ukvarjal z drugimi stvarmi, z osebno se bom ukvarjal zvečer, ko pridem domov. Ampak, ker ti ne veš, da se lahko tudi tako navodilo da, je v bistvu bil tvoj gospodar Gospodar tvojega dneva in tega, kako si se ti počutil, je bil tvoj Ampak kdo je pa lastnik tega No, ampak jaz nisem mogel svojemu reči, ne misliti na osebno. Ja, zakaj pa ne? To je tako, ko si zaljubljen, pa te pusti ženska, skozi gruntaš na novo, posrečeš, ne smem gruntati na novo, pa veš, da gruntaš na novo. Tako da ni tako. Mislim, jaz ne morem, tisti, ki lahko, vsaka jim čas. Lahko, veš, to je mislim, verjeten s kakšen treningom. Ja, seveda. Recimo obstaja, to je ena ful dobra stvar za te, ki zdaj najo gledajo, eno dobro urodje, kaj lahko ti samemu sebi rečeš takrat. Kaj je heca, rab, on hoče rešitev. Ja. In dokler ti njemu ne daš rešitve, bo on skozi bluzil, kje je osebno, kam si mi dal, kaj si mi tam pustil, Če ti nočeš svoje energije vlagati zdaj v to, kje je osebna, če imaš ti druge stvari za delati, ki bi se jim rad posvetil, rečeš svojemu lej, v tem trenutku še ne vem, kje je osebna, ampak vem, da jo bom našel, ko pridem domov. Do takrat pa nehi zdaj razmišljati o tem. Ti moraš dati prepričati ga moraš. v bistvu nekaj, da bo on lahko nehal iskati osebno. Ti mu rečeš, lej, sicer ne vem, kje je osebna, ampak vem, da jo bom našel potem, ko pridem domov. Pa mogo bi si reči mogoče, pač vprašam te, še zmeraj sem jo najdel, pa bom menda tudi zdaj. Ja, ali pa nekaj, kar veš, ti verjameš, v kar ti verjameš in da odrešeš tega iskanja osebne v tistem trenutku. Veš, in to je tudi, s to metodo si lahko pomagaš tudi za vse druge stvari, ki nas skrbijo v življenju, Ko veš, da jih je cel kup. In glej, če pravijo, da gre čez dan 70.000 misli čez glavo, pa so v glavnem te misli vse stare. A veš, saj ne moramo ljudje napredovati, pa nič novega si spomniti, če samo v starih nekih stvareh premlevamo. Ja. A veš, ampak to je ki nas, te stara jajčka. Dajmo nove, Ja, mislim, zanimiva tema, kako to tudi bi si mogel reči, jaz si kdaj probam reči, dober. Prvič se probam prepričati, da sem tu problemu že rešil, ker so se mi tudi zmeraj zdeli nerešljivi, pa so se pol vsi rešili. Ta druga je pa ta, sej tudi kakšen, če se ne reši, sej tudi neke stvari itak zgrešiš v življenju, ali se ti ne poklopijo, da je in pač teh je, ne vem, ali jih je 5%, ali jih je 2, ali jih je 1, ali jih je 10, pač s tem se moraš prijazniti, tako kot vsak posel, ko se ga lotiš, ti ne rata. Si me spomnil še na en dober stavek, to je tudi dodana vrednost, recimo, za te, ki poslušajo zdajle. Da rečeš problemu, ki ga imaš, pa ga ne moreš v tistem trenutku rešiti, rečeš, lej, problem. Drug teden v torek ob 10 imava sestanek na tvojo temo. Do torka ob 10 pa se ne mislim pogovarjati s tabo zdaj o tej stvari. In da mir, ker si mu ti rekel, v torek ob 10. In potem ker je to pač do torka par dni, se stvar največkrat sama razreši, kot si že rekel, ali pa vsaj umili malo situacija. Ampak v torek ob 10 moraš ti reči, v redu, zdaj pa sestanek s težavo, kaj je zdaj na stvari, ajde, dajmo zdaj, ker si ti obljubil,
da se boš v torek ob 10 pogovarjal o tem in moraš to narediti. Zato, ker če ne boš naredil, boš naslednjič, ko boš želel to tehniko uporabiti, bo tvoj rekel, da se pol pa ti sam rečeš, ne, da se boš pogovarjal, se pa v resnici ne in ne deluje več. Ne. Če pa ti se vedno držiš tega, kar rečeš, potem pa ti da mir. Res, Tomaž, to so tako zanimive stvari. Pridi enkrat na... Pravzaprav ti si že bil na enem izobraževanju. Sem bil na tvojih večjih, nisem seminarjih, izobraževanjih. Ampak veš, jaz sem se tudi v teh letih toliko novih stvari naučila. No pa se človek se mora skozi učiti, nikoli ne boš tudi vse vedela. Tako da tu več, kaj veš, bolj veš, da nič ne veš, tiska pa nič ne ve, misli, da bo vse vedela. Lej, greva midva na samopodobo. Tvoja prva knjiga je bila Moja samopodoba, moja odločitev. Se temle. A veš, da je čist razprodana. Čist. Sva čast. No, jaz sem takrat prvič sploh za ta izraz najbrž slišal, ampak pol, ko sem ti s predavanje, ko si pri meni predavala, se spomniš, v zelenem si bila oblečena. Točno vem, ono kiklico z enimi. Zadnje je bila zelena stena in zato si se najbrž v zeleno, ali je bilo slučajno, ne vem. Tako da, no tam sem prvič v tej samopodobi slišal in, no daj povej ti, zakaj je tako pomembno, da ima človek dobro samopodobo? Oziroma, kaj je tako slabo, če jo nima? Mislim, je to čisto logično, ampak da je vsem ti razlog. Glej, jaz si tako predstavljam, vsak od nas, veš, kada imaš noter ti eno cev, ali pa en val, da rečem, in not v ta val gre čisto vse, kar si ti kdaj doživel v svojem življenju. Tudi, ko si bil čisto majčken, še predvsem takrat, pa vse, kar si slišal, pa vse, kar si prebral, pa vse je tam not zapisan. In zdaj, če je tam not zapisan veliko stavkov, recimo staršev, mulc, kaj pa ti misliš, da si? In nikoli ne bo nič iz tebe. Lej se, kašna si, a takrat ne boš hodila okoli. Ja, če se ne boš učila, no kdo pa te bo maral? Veš, tega nisi dobro naredil. Zakaj pa nisi prinesel 5, zakaj si prinesel 4, zakaj? Če je veliko tega noter, veš, majhen otrok, ki sprejema vase v ta val te stvari, začne dvomiti v to, da je v redu. A veš, ti, ki si majhen otrok, veš, da zaupaš svojim staršem, da so oni, ki so bolj pametni od tebe. In če ti oni skozi govorijo, to ni dobro, da to nisi dobro naredil, je kaj pa mene. A veš, s temi besedami otrok začne dvomiti v to, materne, z mano pa res nekaj narobe. Vse, kar naredim, ni prav, ni dobro, ni v redu. Moram jaz se bolj potruditi, moram biti še bolj priden. Moram biti bolj uslužen, moram, ne vem, to bolj za punčke zdaj velja, da ratajo pridne, poslušne, ne vem kašne, Fantje grejo včasih bolj pol v to, moram na nek način pozornost dobiti, pa ljubezen od svojih staršev in postanejo poredni, veš, iščejo čez to neko pozornost. No, ampak kaj je fora, Ko smo mi odrasli, veš, imamo še vedno to v sebi. In nehote, če ti misliš, da nisi vreden ljubezni, recimo, greš pa si najdeš partnerja, ki ti točno kaže, da nisi vreden ljubezni. Zakaj pride do tega? Zato, ker se njegov ta val, pa tvoj val nekako povohata, veš, in pašeta skup. Ti spravijo, če je imela ženska očeta pijance, pol velika verjetnost, da ima tudi moža pijance, so ji pač taki všeč, ali misli, da je prav? Ne, a veš kaj, ne misli, da je prav, ampak a veš kaj je grozen, če je imela ena punčka fotra pijanca, je to njej poznana situacija. In je normalno. In je to za njo normalno. Zdaj pa pazi to, naš ima rad to, kar pozna.
to, kar mu je poznano. In podzavestno je njej imeti pijanca v hiši poznano. A razumeš? In podzavestno teži k takmu odnosu, ki je poznan. A veš, kaj hočem povedati? Razumem, če se razumem. Mislim, v bistvu grozna, ne? Ali pa, če je oče mamo tepu, je tudi pol normalno, če ne en pol. In, a veš, pa se točno dva taka najdeta, ki skupaj pašeta, ne? In dokler ti ne pogledaš not vase, ne, pa rečeš, ja, grozna, ne? Sem imela tako otroštvo, ne vem, ali pa nek fant, ne vem, kaj me je fotor tepo, ali ne vem, me ni nikoli pohvalil. In v bistvu, kaj mi lahko naredimo? To, da pogledamo vase in da rečemo, tole meni ne služi, tega vzorca nočem imeti. A veš, in začneš delati na tem, da spreminjaš te stvari in da v bistvu prihajaš do spoznanja, da mi vsi smo, če vse odpade, kar so nam nafilali noter, veš, da smo ena čudovita, svetla bitja, vredna, sposobna, a veš, vsi imamo to, polka odpadajo te nalepke, ki so nam jih nalepili. Ampak veliko ljudi nikoli ne pride do svoje notranje lepote, do svojega zadovoljstva notranjega. A veš, da si ti zadovoljen sam s sabo, da ti verjameš vase, da veš, da si ljubljen, tudi če nimaš, ne vem, ene ženske zdajle, ne? Ti si ljubljen. Od mame. Ja ne, a razumeš ti, a veš, kaj je največji dokaz tega, da si ljubljen? Že samo to, da imaš življenje. Kaj pa je več kot življenje? Hajš, ti si ljubljeno bitje. No ja, vse življenje imamo vsi, pa so eni tako zelo nezadovoljni. Ja, sej. Te pa rabijo malo k meni priti, da jim jaz malo pokažem, pa povem, halo, kaj ti ni jasno. Ampak pod besedo samopodoba, sem se zdaj vprašal, kaj to sploh pomeni. Jaz sem razmišljal, da je to samo samopodoba, kako ti sebe vidiš, če si zadovoljen za svojim izgledom, ampak če te zdaj prav razumem, so tle še druge zadeve. To je, kako ti vidiš sebe skozi te filtre, a ne? A veš, pa ne mislim fizično, jaz sem pa dosti to fizično v mislih. Zakaj sem fizično v mislih? Se spomniš tisto, ko si prepodvala, ko si ti imela slabo samopodobo, ko si na neke terapije hodila, ko ste mogli okrog iti, pa si mogel reči, lep sem, pa nisi mogla, pol je bil pa tam en tip s trebuščkom in je prišel noter in je rekel, pa lep sem, ne, in si ti rekla, kaj si rekla, se spomniš? Pa je res lep. Ne, da ti je pol, ki je tako rekel, samozavezno, da mi je lep ratov. In no, to je ta stvar, ki sem se največ, ki mi v tebe vstalil in jaz imam veliko zaradi tega zelo dobro samopodobo. In to se ti naredi samo kdaj v življenju, ker se veš, veliko ljudi ti neke dobre stvari svetuje. Samo se ti ne usidraj noter. Mislim, v teh primerov, kukor češ tu taki iz posla, mi nekdo govoril 2 let, dej tu naredi, pa nisem, čez 2 let pa sem in super bilo, ne, ampak zakaj nisem prej? Zato, ker danes tukaj informacije dobiš, se ne moraš vse zapomniti. Pa ni zgoden za neko informacijo, veš? Ja, ampak to se mi pa Tok sem ti nekako verjel, ne? Da sem od takrat naprej začel reči, če sam verjameš, da si lep, pa mogoče zdaj ne to ne bo zgledalo, da je mi tudi prav, da sem samo všečen, ker se tudi sebe snemam, pa pa tretjo, tudi če zdaj to samo všečno zveni, mislim, jaz imam res dobro samopodobo. Pa ne, da imam samo dobro samopodobo, mislim, ko se v špegel pogledam, za svoje leta sem si čisto všeč. Tako da, kdaj mi malo pade ta samopodoba, ki mi malo te sivi lase začnejo štrlet, ko se ne postrižem, se grem pol takoj, že drugačno pa odlična samopodoba,
Pa ni tu zdaj laganje samega sebe, ker toliko pa sem pameten, vprašam, doskrat sam sebe rečem, čakaj, da si ti slučajno ne lažeš, ker če si pa nekaj ti lažeš, ti si pa po mojem pol najbolj ukat, če me ne vprašaš, nekaj se nekdo dela, kako mi je super, tret. Pa sam sebe laže, ne mislim, to si jaz ne bi nikoli dovolil, ne. Tako da to mi je od tebe najbolj ostalo v spominu in verjamem, da je res tako, no. Tudi pol, ko si to povedala, pol človek to malo razmišlja, zdaj se mu možnost enega človeka videti, ko se je zaljubil. Veš, koliko lepši izgleda. Starejši celo od mene, ne. Ampak to je človek čist drugačen in mislim, da ljudje sami sebe grde naredijo, ne. Čeprav dobro, jaz nisem nikoli še nobenemu rekel, da je grd, ampak sami sebe naredijo grde, po mojem, ne, pa se grdu drži, pa to imaš se vidiš, a ne, kako, a ne, človek, ki je zadovoljen s sabo, a veš, pa sej, jaz tudi sem zgubana, pa ne vem kakšna, pa babica sem že, pa, a razumeš? Dobro, to sem jaz srečna zaradi tega, ampak ena mi je rekla, da ti bo, to se ne hvali s tem, a veš. Ampak kaj ti hočem reči, jaz sem zadovoljna, a veš? Važno, Jaz sem sama s sabo, ko sem doma, jaz sem ful rada sama s sabo. A veš? A ne, to je zelo veliko ljudi nas drži, da so sami, a veš, skozi neki iščeš od odzuni, ali neko družbo, ali skozi malo na neki, sam da nisi sam, a veš, sam s sabo. To je za mnoge zelo težko, a ne? Ampak ti si lahko sam s sabo, se mi zdi. Jaz sem čisto komod, to si mi že enkrat rekla, da če človek do tega pride, koliko je to vredno in je res, ker sem bil včasih te potovanje, ko sem hotel, rad bi potoval, bil sem samski in nisem, pa no, moji ta boljši kolegi se poročali in nisem nobenega. In sem skozi iskal, da bo kdo z mano šel, ne. In celo sem imel v enem trenutku, bom rekel, ko sem to iskal, sem celo s takim rekel, mladem, zelo luštnim puncam hodil, ki so bile super osebe, ampak pol enkrat sem šel pa na prisilo sam, ker sem bil pa z nekom dogovoren, eno punco pa je odpovedala mi, jaz sem pa že vse dogovoreno, sem pa sam šel. In takrat sem pogotovil, kako je fino sam jeti. Mislim, ni bilo zunaj mojim sopotnikom nič narobe, ampak zdaj grem pa narajš sam. Dobro, kdaj tudi za spremembo s kom, zadvisno s kom, celo najrajš grem z nekom, z nekim moškim, ki se ukvarja s podobnim poslom, ki jaz, da imava debate. Tako da to je veliko, no, glede samo podobati, pa sem še toliko povem, ne. Enkrat sem šel, se pogledam v špeglu in res sem si bil všeč. In pol mami rečem, sem rekel, mama, si videla, gor sem videl v špeglu enega lušenega poba, ne vem, od kje je prišel. Pa mama, kako si ti tukaj trapast, ne. Misliš, mama ima čisto drugače mišljenje, ne. Ampak dobro, tudi zajebance, ne. Tako da imam res dobro samo podobno, pa še to moram povedati. Veš, koliko jaz dobim negativnih komentarjev, da bi rekel, če ne bi mu res vrhunsko dobro samo podobe. Bi že jokal, bi že zdavni nehal delati. Ker me tudi zgrejo na tako raven, si grd, imaš velik nos, on tudi red. Ampak gled, jaz sem 101% prepričan, tisti, ki mi to pišejo, ko bo je mojih let, boš sigurno slab izgledal, kaj jaz. Mogoče pa že zdaj slab izgledajo, pa so 25 let stari. A veš, ampak zdaj pa eno vprašanje. A misliš, da nekdo, ki je zadovoljen sam s sabo, ki ima dobro samopodobo, pa gleda nekoga na YouTubu, pa mu ni všeč, a bi en tak človek res napisal en tak komentar? On, ki ima dobro samopodobo, nikoli ne bo, ampak bi napisal kvečjemu, dobro ti gre, bravo, daj probi
še mogoče sam to, pa to, drugač pa super, dej. To je človek z dobro samopodobo, Tomaž. Točno take primere imam, ko se neki ljudje hočejo delati dobre, ampak meni pa pravijo, da sem grd. Jaz sem rekel, lej, ti, če bi bil ti dober človek, pa če bi bil jaz res grd, pa bi ti meni se zlagal, da sem lep, zato ker mi ne bi hotel samopodobe uničevati. Rušiti, ja. Ne, in jaz rečemo, jaz vsakega človeka, mislim, vsak video, ki ga vidim na Facebooku, da nekdo sebe snema, pa če še tako narodno vse skupaj spade, čeprav moje mnenje je, da nič narodno ne spade, jaz tudi pravim, da čisto vsak človek je za pred kamero. Jaz vsak mu dam like in večinom primeru si pa še vzamem čas, pa napišem pohvalo, zato ker se človek vem, da na začetku in na začetku rab neko pohvalo, da ga dvignejo, ker ne, lahko je pred njemu super neka YouTube karijera, pa bo to nadaljeval, lahko bo pa zaradi 2 negativnih komentarjev nehal, pa ne bo nikamor prišel. Ne, tako da ne tisk, ki ima dobre namene, ja, če te bo pohvalil, pa čeprav si grd, pa čeprav si neumen, bo rekel, da si pameten in tako naprej. No, je pa tako, da ravno ti komentarji, ki so pa najbolj taki, pa najbolj tudi tebe dvigujejo verjetno rating, pa verjetno, jaz sem tudi opazila, ko meni kdo napiše kakšen grd komentar, da sploh jaz ne rabim nič nazaj napisati, ampak da vsi ostali polunga, da je nekaj pokadar in se pol razumame ena taka bitka. Tako da jaz si mislim, lej. No, zdaj si razkrila eno tajno, v kateri nočem govoriti, ker nočem te hejterje zgubiti, ampak lej, ko si pa glih odprla, ne, pa povedal, ja, te ljudje meni dobro delajo in kljub temu, da me sovražijo, ne vejo, koliko mi koristi. Ja, no, vidiš. Tako da upam, da čim manj to gleda, da jih ne razgubo, ker je. Jaz sem tudi včasih bil do teh hejterjev, moram tudi reči, sem se naučil zelo dobro odgovoriti, da sem jih bom rekel. Je videl in brez besed ostal. Ampak sem videl, posel so te hejterji pobrali. Jaz pa to nisem hotel, jaz sem pa hotel, da ostanejo. Tako da dumem malo za neumenga, pa da kaj ne razumem. Ampak jaz, ko vidim, da nekomu malo na živce grem, pa da mi je rad nekaj povedal, pa nima korajže, ga celo spodbudam, da pove. Ja. Tako da zdaj upam, da ne bojo vsi hejterji šli dol z mojih kanalov, ker si pametna, čeprav se ne ukvarjaš s tem, kako to deluje. Ne? Tako da ja. Daj povej, koliko ljudi pa misliš, da ima probleme s samopodobo? Pa dajmo se na mlade osredotočiti, ker večji problem je, če imaš ti mlad problem s samopodobo, po mojem. Takrat iščeš partnerja in tako naprej. Koliko misliš ljudi, da ima problem procentualno samopodobo? Glede na to, koliko starši, tudi če se trudimo, lahko naredimo škode po vzgoji. Mim grede, kaj narediš narobe, mim grede prizadaneš otroka, veš. Mislim, da ne bi želela nekih res odstotkov podajati, ampak več kot pol pa zagotovo. Ja, in to je grozno. Težavo. Jaz mislim, da je čez 90, jaz sem jo tudi imel, če še rečem 15 let nazaj, da bi me nekdo slikal, mislim, ne mene zdaj slikati, se nisem hotel slikati, kje na potovanjih da bomo pa 2 slike, da sem gor, ne, in ker muka mi je bila tako, da jaz mislim, da je tu fejst velik problem, ne, fejst velik. Ampak ti strokovnjakinja za to sigurno daš ljudem lahko kakšen dober nasvet tukaj najnem gledalcem, kako si poboljšati. Vem, da ni to tako enostavno, da boš ti zdaj nekaj povedala, pa da bo kar jutr dober, ne. Kakšne stvari moš tudi večkrat slišati? To se pa ne spomnim, a sem jaz to tvojo zgodbico sem vsaj 2krat slišal, pa ne vem, a sem je že prvič dotaknila, da sem spremenil mišljenje, ali sem je mogoče šele drugič, ali pa celo mogoče tretjič, kdaj kakšne stvari upoštevaš, ki jih večkrat slišiš. Tako da... Veš kaj, najprej
v bistvu, a veš, če se spomnim sebe, ko sem bila mlada, jaz, če bi me kdo vprašal, kakšno samo podobo misliš, da imaš, bi rekla, v redu, ne. Saj nisem, to sploh ne veš, kaj to sploh pomeni pravzaprav. Ja. In jaz sem potem vzela en mali blokac in sem si noter zapisovala, kaj jaz sama sebi rečem. A veš, kako se jaz sama s sabo pogovarjam. In sem videla, da v enem tednu si nisem niti enkrat rekla nekaj lepega. Ampak sam to, kakšna sem. Veš, ko sem neumna, pa ne vem, grda, pa nesposobna, pa blesava, pa smotana, pa trapasta, pa ne vem, kaj še vse. In to, ko sem videla, sem rekla, je bela, ne? In to mi je bil znak. Pol sem pa rekla, v redu, zdaj bom pa napisala stvari, ki jih cenim pri sebi, ne? Kaj mislim, da so moje lepe stvari. Pa sem tudi samo ene 4 najdla, ne? In mi je bil tudi to znak, da nekaj hudo narobe. In sem se vprašala, pa dobro, zakaj jaz mislim sama v sebi, da sem toliko nesposobna, pa smotana, pa ne vem kakšno. Kdo je meni to govoril? In potem sem v bistvu začela, veš, razmišljati, ne, pa moji starši sta čudovita starša, veš. Ja. Mene ni noben maltretiral doma, pa nič, še zdaj se imamo zelo radi, ne. Ampak, veš, tako, ko sem se spominjala stvari za nazaj, so pa take drobnarije, ki so z vidika danes, veš, če pomislim, a ne, za nazaj mi je smešen, brez veze, a ne, ampak takrat, ko si pa majhen, pa čist drugač sprejemaš in vidiš te stvari, a ne. Kjer otrok si ti po vrsti? Prvi. Najstarejši. A veš, sigurno se je tudi tebi kdaj zgodilo, da, ne vem, ti imaš še 2 mlajša pol od sebe, a ne? Ja. Da si imel kdaj, ko si bil majhen, občutek, ne vem, da zdaj ima pa brata ali pa sestro rajš, ali pa da njim pa ni treba nekaj, ki si ti mogel, ali pa da sta bila kaj bolj popustljiva starša ali nekaj. Jaz sem bil vse kriv, rečem, ko sem bil starejši. A veš, in lahko, da je tudi tebi takrat to kot otroku pustil en občutek, a veš, kaj zdaj, a ne? Ker danes, ko gledaš nazaj, se ti ne zdi nič tako groznega, ne? Ampak, ko si pa ti takrat majhen popč, se ti pa fržmaga, a ne? A veš? Pa pol, ne vem, hočeš se še bolj potruditi, da ja ne boš razočaral staršev, da ja ne boš, ne vem, mogoče si ti zato tudi tak deloholik, a ne? Vsaj včasih si bil. Sem še zmeraj. A veš, da moraš se kar naprej nekaj dokazovati. Komu, a ne? Mogoče je fantak še zmer se hoče v tebi, pa lej, zdaj ne vem, zdaj kar nekaj govorim, a ne, mogoče, ampak sam kot primer, a ne? In da v bistvu začnemo pol te stvari se malo spraševati. No, praviš starši, ne, dosti vplivajo na to. Ja, seveda. Ampak pri meni je bila pa rečemo ena stvar, ki se spomnim, ki mi je sigurno zbila samo podobo, to je bilo v osnovni šoli, ena punca, v katero sem bil zaljubljen, Ja, to pa je tudi. imela, je bila dobila je slike, ki smo se slikali šola, veš, vsak let smo se slikali. Ne. skupinska. In vsi, daj pokaž, in sem tudi jaz tam se grebal in ona prav, se ti si nič žel, da se boš videl sigor, kot ena podlasca. Ne, in, ne, to se ne smo Oprosti. Ja. Tako da ne, tako ti zbije, ne, in No, in glej, to nekaj takega ti je siguren pomagal k temu, da se nisi hotel slikati toliko let. ja, sigurno, A veš? sigurno. In potem, ko si pa ti to prerastel, ko si ugotovil, da mislim, a ne? Lej, ena vaja, veš kaj, zelo me nekaj draž, a lahko si en požirk vode naredim, a mi jo ti, a mi podaš? Veš, aja, tole imaš ti. Ja. Veš, kaj je za take stvari dober? Imam jaz una isla. Mečkam zakašljam, sem Ja. tisto vzamem. Vse je fajn, ja.
zmerem seboj vzamem. Mene tudi kakšne klime hiter, zaradi klim hiter me. In sem eno vzamem, lej to blagodejno deluje, tako da... V glavnem, no, veš, kakšne take stvari, ki so se zgodile, nas lahko toliko zaznamujejo, pa sploh ne veš, ker je ena tako banalna stvar, ne? A veš, pa verjetno, če bi zdaj pogledal to sošolko pa sebe, pa bi tudi... No, lej, pustva. Ja, no, pustva. Ja. Vse veš, kaj mislim. Tu imamo moški pa srečo, da če so strinjala z menoj, ampak... Da ste kot staro vino, ali kaj? Ne, mislim, nekako boljš moški izgledamo kot ženske, ali ne, pri istih letih. Je odvisno, veš, koliko spet ti to od znotri žariš. No, tudi to je, ne, ampak rečemo, bil sem v Turčiji enkrat z neko agencijo, že 10 let nazaj, ampak se na koncu izkazali večinoma sami upokojenci, ne, kar me ni nič motilo, so tudi zelo zanimivi sogovorniki in jaz se lahko družim od 13 let starih ali pa še manj, celo od 8, tako kot moj načak, pa do 80 ali pa še več, ne, tako da so bili zelo prijetni, vsem pa tako, ne. Vem, da se je enega moškega, ki sem z njim veliko, da sem ga vprašal, koliko je star. In ko je povedal, sem si rekel, ona dobro izgledate, sem rekel, bi vam dal vse, mislim, bi mislil, da ste se 10 let manj, ne, no, pa se pa gospa pohvalila, da je pa 10 let mlajša od moža. Sem si mislil, ampak gledate pa bistveno starejši, mislim, pa nič slabega nisem mislil. Ampak tako, potem sem pa začel tu, ko sem gledal in zdaj malo nesramen, upam, da mama ne gleda, ampak moj foter zelo dobro izgleda za svoje leta, mislim, se je tudi mama, ampak je oče 10 let starejši, ne, tako da tle mislim, da imamo malo sreče in dostikrat se mi je naredilo, kakšna sošolka, ki me pogledat ni hotla. Zdaj pa vidiš, da zdaj bi pa bil interes. Ne vem, mogoče se pa motim ali pa pristransko gledam. Ne vem, ja, a veš, tudi tako je v naši družbi, a ne, ta mladostnost pa ženska more biti taka pa taka, da lahko za njo rečeš, da dobro izgleda, moški lahko pa tak, pa za njega rečemo, da dobro izgleda, veš. Meni so toliko všeč kakšne gospe, ki so čist belih las, a veš, ki so že toliko sive, ki vidiš, da nimajo nič našprican na kamer v usta, pa ja, no, to je meni sploh nagražno, te lepotne operacije, pa to. Tako, no, pa jo vidiš, da je, a veš, da ima une učke žive, da, a ne, pa ti je tak človek pol lep, a ne, mislim. No, jaz tudi, sicer se zelo malo kolegu z mano strinja, pa to ne. Meni je ženska všeč, če neko energijo izžareva. Rečemo, ne vem, v hribe, ki grem, so mi vse ženske všeč. Ker v hribe grejo tiste, ki jim je zdravo življenje pomembno in tako naprej. In tam tudi tam vidiš vse nasmejane ljudi, tam ne vidiš neke da samo jambra pa tako naprej. Tako da meni je to, rečemo, bolj pomembno, kakor pa kako je oblečena, kakšen make-up ima pa take zadeve. Ti smo prej odbijano, tako da. Ja, no, kaj me boš še vprašal, da vidim, je ker zanimiv se pogovarjati s tabo. Glej, bi sebe ti opredelila kot duhovno osebo, oziroma kaj je zate duhovnost? To temo s tabo odpiram, ker te malo boljš poznam, s kom drugim se ne bi upal. Kaj smo tle en poseben pogled, pa da je ti prej odgovor? Glej, jaz trdim, da mi vsi smo duhovna bitja, ne? A veš, da vsi, v bistvu že sam to, meni je pač življenje mi je ful vrednota, ne. In že to, da ti ne moreš sam sebi dati življenja, a ne, da tudi ata pa mama sta v bistvu samo neka posrednika, ono življenje samo, ta iskra živosti pa pride
a veš, od nekje, ne vem, a ne? In to jaz smatram kot to, da smo več kot samo tukaj in zdaj, razumeš, da imamo še neko duhovno dimenzijo vsi. Mogoče nisem čist dobro zastavil vprašanje, namreč sprašujem te, da nas v te novodobni duhovnosti, da nas so vsi neki duhovni, sploh ne vem, kako bi ti razložil, ne vem, se zdaj tudi, sem prej rekel, ženska, ki neko energijo tako daje ven, ne, zdaj, jaz od neke te energije ne verjamem oziroma ne poznam in tu zdaj, ki mentem ena ženska, ki ima, ne vem, 3-letno tekstilno šolo, pa nič narobe, jaz imam, ali pa ena, ki ima 4-letno gradbeno, tako, kot imam jaz, da vse ve o nekih energijah, tu pač meni preprosto ne gre skupaj in zdaj vsi nekaj več vejo, pač tista duhovnost, ki ne vem, prihaja z Indije ali z kje drugje. Pač hotel sem te to vprašati, meni je tle vidim veliko blefa, delajo se ljudje, da so dobri, drugače pa redko, kjer človek mene nategne, ampak v zadnjih 5 letih tisti, ki so me nategnili, so bili v neki hudi duhovnosti, spomnim se enega, meni je hodil tudi, imaš samo une duhovne objave, zastopaš tisto neke bude, tudi red, a pokvarjen, tako da bolj ne more biti. Tako da to sem te hotel vprašati, če v te duhovnosti današnji, te novodobni vidiš, kakšen blef, ali samo jaz to vidim, ali gre samo meni na živce. Ne, to je cel kup enega blefa, zato pa, veš, je tudi en cel kup naivnih ljudi, ki so v stiski in potem grejo po pomoč k enim takim duhovnjakom in jih še bolj okoli prinesejo in še bolj pustijo v še večjih stiskah, a ne, in to je meni hudo, a ne, zato ker recimo en del tega, s čimer se jaz ukvarjam, tudi lahko rečem, da to je duhovnost, a ne, to pač ta neka osebna rast, a veš, pa razmišljanje o tem. Zelo ločem osebna rast ali pa duhovnost na... Dobro, nadaljujem. Ja, no, da slabo luč v bistvu mečejo na vse, a veš. Tudi na te. Konec koncev tudi name. Ampak, na primer, jaz zjutraj telovadam, ne? In potem se usedem, pa malo umirim in probam začutiti sebe, a ne? In to je zame že duhovnost. A veš, pa da imam občutek, da jaz nisem samo to telo tlele zdajle, a ne? Ampak da sem jaz več, da... Verjameš v zakon privlačnosti? Ne samo, da verjamem, ampak ne spet v unga, veš, iz teh instant neki. Glej, naš Tomaž, deluje tako. No. Glej, ti, ko si razmišljal, da bi kupil rdečega golfa, ali pa imaš že ti, ali smel. No. Sivga. No, ajde, sivga golfa. Prej jih nisi dost videl. Ko si se odločil, da boš kupil sivga golfa, kar naenkrat sami sivi golfi okrog tebe. In bi en rekel, vidiš, to je zakon privlačnosti. Se je nekako, ampak v bistvu je pa to tako. To je filter, ki je pred zaznavami, a ne pred našimi možgani, zdaj zelo poenostavlja, a veš. Mi imamo filtre. Če bi vse informacije prišle do nas, bi se ti možgani skurili. In ti pač sivih golfov prej nisi opazil. Ko si ti začel razmišljati, da bi kupil sivega golfa, si vzpostavil znotraj sebe ali pa odprl fajl siv golf in kar naenkrat so vsi sivi golfi, ki so, prišli v tvoje vidno polje. Prej pa niso, ker te niso zanimali. A veš? In nekdo bi rekel, evo, zakon privlačnosti že deluje, drug bi pa rekel, to je delovanje našega uma. A ne? V bistvu vse te pojave se da na nek način tudi razložiti tako za take, ki si ti. No, jaz verjamem v moč misli. Ne? Ja. Jaz pretečem najbrž
bolj sigurno pretečem tu, kar mi glava da, ne kar mi noge Točno dajo. tako. To se niti nisem jaz spomnil, vsi športniki, ne vem. Sara Isakovič sem bil na enem seminarju, ki tudi ona bila rekla, da si je medaljo narisana že kot majhna punčka in jo je obesla v sobi nad poslo in je v tem sanjala in to je zato, ker pol nekako možgane prepraviš na to, imaš ti voljo, imela bolj voljo trenirati in tako naprej. Ne? Tako da se to je zelo podobno kot zakon privlačnosti, ker unike bo originalno v zakon privlačnosti verjamejo, pa rečejo, da zdaj, če si ti slabe vole, vdajaš slabo energijo v vesolje, pa te vesolje še slabšo pošilja, to je meni lari-fari. Ampak dejansko pa je tako, če si ti slabe vole, si sam še bolj slabe vole. Ampak to je moč misli, ne. Glej, če si ti predstavljaš, da hodiš po lestvi, a ne? In če si ti tle dol na tej lestvi, nižji, pa je to, rečemo, slaba vola, a vidiš veliko okrog sebe? Ne. Vidiš samo te iste stvari, ali pa tako kot termostat, ki ga naštimaš, koliko naj radiator greje. Ja, če boš naštimal na 16, ne boš imel 22, bo skozi 16 in si lahko ti skozi sam še bolj slabe vole, pa skozi še bolj te zebe. A ne? Če pa daš ti termostat na več, na 22, ali pa če greš po uni lestvi gor, imaš pa več razgleda, pa širšo sliko vidiš, pa vidiš lepe stvari. A veš, pa greje te unih 22 pol, pa si pa zadovoljen. Hočem reči, obstaja en rek, ki ima hudič mlade, jih ima veliko ali nekaj tacga, ali ki gre kakat, da je kup velik, ali ne vem, kako je že. In resnično, takrat, ko si ti tečen, ne vidiš ta lepih stvari. Ne vidiš priložnosti, ne vidiš ljudi, ki ti bi lahko neki prinesli eno koristno informacijo. Pa kontra, ki prideš v pozitivno to spiralo, pravijo, pol ti pa gre, ne? Ja, no. To je... In to je, sej, lahko rečeš, zakon privlačnosti, seveda, enako privlače enako. Ne vem, če bi ti bil tečen, misliš, da jaz bi hotela zdaj tle sedeti s tabo. Težko. A veš, mislim, škoda mojega časa, pa ne bi, a ne? Veš, kaj gre meni pri nekaterih ljudeh na živce, tako glih tema je, če grem na izlet, na potovanje z njim in ko ga vidim, da se mu ne da več. Pa malo en cilj tam, ali je to en vrh, ali je en slab. In a misliš, da je še daleč. In pol veš, da gre njemu, da je on živčen, pol še živčen rata. Pol jaz komaj čakam, da bo on čim prej. In names, ker jaz pa na neke stvari rad počas hodim, ne traja čim dlje časa. Ampak glej, Tomaž, to je pa od tebe odvisno, ne? Ti nisi odgovoren za dobro ali pa slabo voljo od unga, ki hodi zraven tebe. Če čutiš, da je on mu, aj še dolg, aj še neki, je v bistvu duhovna rast in osebna rast tvoja to, da ti si tam v tistem trenutku, da se veseliš, da pot traja, da uživaš, ne glede na to, a je on tam tečen, ali se mu ljub, ali se mu ne ljub. Da ti držiš ta svoj prostor, kot se reče, a ne, tega, da se imaš ti fajn, ne glede na to, ker je on odgovoren za sebe. Nisi ti odgovoren, kakšne vole so ljudje okrog tebe. To se strinjam, da je tako, sam se je težko to pripraviti, ker takrat razmišljam, kaj sem ga sploh seboj vzel, za kaj nisem sam šel. Ja, pa sebe ti spet. Ampak se pa v nekih takih primerih pa znam, če je, ne vem, malo slabše vreme, si rečem, ne sme mi tu pokvariti dneva. Tle se znam prepričati, tam pa malo težje. Gremo naprej. No, mi da so se tam 2015 poznala, pa so pol malo sodelovala, kaj do 2018. No, pa se je pa te zgodila ta bolezen, ne? Dobila si raka, kako ti je to spremenilo življenje? V bistvu, to si slišal zgodbo, da sem s kolesa padla. Ne, nisem. Ker jaz nisem nič vedela, da je z mano kaj. A veš, jaz sem padla s kolesa, sem si razbila brado. Aha, si mi pripovedala to. A veš, pa sem šla pol šivat, pa mi je on še pogledal v grl in mi je rekel, naj grem še na pregled. Pa sem res šla.
In zato sem jaz sploh ugotovila, ne. In glej, ko se ti fino, da si nekaj z bicikla pala. takega zgodi, pol sem si rekla, glej, očitno nekdo hoče, da jaz še živim in me je dobesedno vrgel z bicikla. Ker jaz imam na biciklu čelado, takrat je pa nisem vzela in sem vzela klobuk, ker sem rekla, greva z mojim pol na kavico, pa bom s klobučkom nam tam z ono čelado, a ne, malo nečimarnost pa to. In mi je burja klobuk odpihnila in jaz sem šla, a ne, z roko, da klobuk vzamem, pa še en sunk burje zapihal, me je pa vrgel iz kolesa, a ne. Ker če bi imela čelado, mene ne bi vrgel iz kolesa. In tako sem v bistvu zdaj potolažena z življenjem in sama s sabo, ker če je toliko enih stvari se poklopilo, da je mene nekdo, en angelček ali ne vem, kdo vrgel dol iz kolesa, razumeš? Ima očitno življenje še plane z mano in jaz z življenjem. A veš, to pomeni, da bom še kar živela. Meni se zdi, da fajn čez 90 imam jaz tako v glavu, ne? Jaz imam 100 zase. A res? Ja. Me je pa enkrat en rekel, mogoče poznaš Peter Almaleti. Aha. On je veliko knjig prevedel, založbo je imel. Sicer se mu nisem čisto verjel, ampak je bilo pa lepo slišati, da jaz bom 160 let živel, on pa 140. A res? Ja, tako da ta 160 se je malo dolga, ampak tam nekje na 100 računam. No, jaz pa malo pod 100 računam, no, tako da. Super. Ja. A veš, glih zato, ker ženske malo slabš zgledamo po tvoje, ker smo stare, ne. Sem bile pa živite. No, ampak kako si ti to sprejela, ko so ti sporočili? To je ja, meni je šok bil verjetno, kar ono, jaz sploh nisem mogla verjeti, a veš, zato, ker jaz sem tako zdrav človek načeloma, ne. Sem mislila, da sem, no. Nič mi ni bilo, nič se nisem slabo počutila. Tako da potem sem takoj šla na pregled, takoj so ugotovili, da mi je malo že šlo celo naprej. Ampak jaz sem, veš, taka, da se ni, da se pol usedem pa jokam pa tarnam, ampak da takoj rečem, ok, situacija je taka, kaj zdaj tlele lahko naredim. In točno to sem že ta prvi dan, takoj klicala to prijateljico, ko sem ti rekla, da zdaj delava to akademijo. Aha. Sem rekla, evo, glej, takole pa takole je. Hočem vedeti, zakaj, kaj mi bolezen sporoča in kako se bom tega lotila celostno, ne. In ona je takoj prišla, brat, familija, vsi so mi takoj stopili pač ob stran in v podporo. In moram reči, da ene parkrat sem se razjokala, ne, ampak res ene parkrat v vsem času, no. Ker sem rekla, glej, nič mi ne bo pomagalo, če se bom smila sama sebi, pa tarnala. Tako da enkrat mi je hčera rekla, ta zadnja, ko me je nekaj že pola, veš, ko sem imela obsevanja pa to. Ej, mami, pa ti mene pelala, kaj pa je zakusil ali nekaj, veš. Sem rekla, Polona, ne morem, ne, a veš. A ja, se res, prav, jaz kar pozabim, da si ti bolana, daj malo jamrej. Veš. Tako. No, super, zelo pozitivno, no. Tako da je Kako pa še so- nekaj, ti moram reči, ne, da nisem sam čakala na zdravnike, ampak sem sama svoje zdravje tudi v roke vzela, tako da sem, a veš, se podprla še, a ne, bila sem pač na obsevanjih, ampak sem še tudi sama delala na tem. Nisem se sam čakala, da en nekaj zame naredi, no, tako. To se mi zdi tudi ful pomembno, a veš. Jaz pri poslu tako naredim in tudi v tem primeru bi tako naredil, upam, da mi nikoli ne bo treba. Ampak v poslu, ko nekaj ne gre, jaz si na list papirja napišem, kaj lahko vse naredim, da bom prišel do tega cilja, rečemo, kdaj s kakšno spletno stranjo ne pridemo visok in jaz si kaj vse si lahko naredim in sem kar vztrajno v tistem pisanju, ne, tako ko mi kdo prav nima ženske, rečem, pa če bi jo hotel imeti, mislim, bi šel spisek delati, kaj vse lahko narediš in Madonna, če vsi dobijo, bi jo pa tudi jaz menda, ne.
Jaz mislim, da je to ta najmanjša težava. Ja, no, ampak sem tako rečem, ja. ne, zapišem si vse in pol, vse probam narediti, ne, in pač tukaj bi vse probal, ne, in v takih primerih tudi take stvari, ki mogoče ne verjamem v njih. Za vsak slučaj, ne, 10 stvari, ki ne verjameš v njih, jih probaš, mogoče pa ena malo pomaga, tako da je, ne. Kako so pa otroci to sprejeli? A veš, da mi je glih zdajle pa ta najmlajša rekla, ki je zdajle končala osnovno šolo, ne bom več imela nobenega otroka v osnovni šoli, zadnjo v leto smo imeli zdaj, evo. Je rekla, ki pač od ena druga gospa, no, je tudi zbolela, je rekla, mami, a veš, ko si ti zbolela, mene ni čisto nič skrbel. Ker sem vedela, da boš ti to zrihtala. No, super. Veš, dobro si jih vzgojila, da imajo tako pozitivno razmišljanje. Ja, tako sem bila, res, kako fajn. Pri nas ga je pa oče zmeraj negativen, ga zmeraj se ta slabš videl. In tu imam najbrž po njemu. Sicer ga nič ne obsojam, da ne bo narobe mislil, zato ker ne, zdaj, ko če mi smo ga očeta obsojati, mislim, v kašnem je on odrast, on je leta 37 rojen, kot otrok vojno, če je zdal, mislim, lačni, mislim, ne, pač sem mu hvaležen za vse, da me je naučil delati, tudi na njegov račun sem se preseraval kot smrkot mlad z dobrim avtom, motorjem, ne, mislim, tu sem lahko se nemu. Čeprav ne boš pa verjela, veš, da se ne pogovarjava že en cajt. A res? Skregala sva se, še sestra je bila kriva, skregala sva se, nekaj je motilo, ko sem računalnik na miz v jedilnici in je enkrat nekaj začel. Kaj spet ta računalnik, to ni znam, sem rekel, kaj te pa moca, neko se nimam ga na glas, neko ne smrdi, ni glas, kaj če te moca, ni za na mizo. In pa sem spokal, grem, pa sem pa gor, pa nisem poslušal, ampak sem sedel, ker sem rabil neke videe uploadat, pa v moji sobi je slabši internet, pa sem pol tam na stopnicah sedel in bolj slišim, mama me zagovarjala, tako kot zmeraj, sestra pa foter pa čez mene, ne. In takrat sem bil tudi jaz užaljen, se jaz malo nisem hotel z njim pogovarjati, tudi on ne z mano. No, zdaj pa tako, da jaz bi se hotel, pa se on noči, ker 87 let je bil zdaj star in pa vem, koliko cajta še bo, ampak jaz sem probal, pa je on še zmeraj se drži. Kako si pa probal? Ja, rečemo primer, ko sem s Filipinom prišel, sem ga pozdravil, pa me on ni nazaj pozdravil, tako da plačem pa zdaj še več, pa ne morem. Saj to imam tudi po njemu, sem tudi jaz podobno trmast. Ti si malo trmast, ja. Tako kot on. Ja. Ja, in če se dva, pa še oba dva so dvojčka, prav mama, da je še tu problem. Ja. No, tle ti lahko jaz zelo veliko stvari povem, ampak nam te zdaj tlele napenala. Ja, tako da to. Aha, no, ja, tle so bila, da so tvoji otroci to zelo dobro vzeli. Zdaj tam v tistem podcastu, ko ste bili ti pa še ta Tadeja Brankovice, ona, ne, tudi ta Tekačica bila, ne. Mislim, ne vem, da je ona rekla, da se je preveč za ljudi razdajala, preveč delala. A misliš, da je to razlog, da pride do tega? A do bolezni? Ja. Veš kaj, vsaka bolezen kaže na neko neravnovesje v telesu. Tudi čustveno, a ne? Če ti, na primer, rak dojk je značilen za ženske, ki se preveč razdajajo, a veš, kaj tako simbolno, a ne, daješ skozi prsi, a ne, hraniš, se razdajaš in ne znaš pol pa poskrbeti za sebe, a ne, saj z razdajanjem ni nič narobe, če ti znaš tudi za sebe poskrbeti, a ne. Tako da jaz verjamem v to, da na primer, veš, čustva, ne, ki jih ti, na primer, tole, če tebe mori, kar imaš z očetom, ne, pa da si... Ne, me ne mori. Jaz sem vse naredil, mislim, probal sem... Nisi vse naredil, no, ampak... Ne, nisem vse naredil, ja, probal sem. Pozabno, ja, da si vse naredil. A veš, ampak kakšne stvari, no, pa ne bom zdaj tega primera,
A veš, recimo, no, jaz dostikrat nisem povedala, kar mislim, pa sem kar požrla, pa solze, pa žalost, pa sem kar prav. A veš, sam, da so bili drugi ljudje zadovoljni in, a veš, jaz še zdaj čutim, včasih, če me prime kakšna žalost ali pa če se mi zdi, da bi mogla nekaj povedati, me tle tako, veš, kot da bi me en za vrat zagrabil, veš, tle imam jaz očitno to mojo šibko točko, a ne, da se moram učiti izražati svoje mnenje, povedati, če mi kaj ni prav ali pa če nekaj nočem, ne bom to nekaj, ne vem, ali pa se nam družila, če mi ni fajn. Ne bom tega jedla, če tega ne jem. A veš, vse te stvari, a ne, in ker tega nisem počela, se mi zdi, da pol se mi je tle toliko te čustvene napetosti nabrali, da je potem prišlo do tega lahko, da se je tam rak razvil, ne. Misliš pa, da to ni posledica prekomernega dela, skrbi in tako naprej? Ja, tudi verjeten, a ne. Tudi sem mislila, da boš rekel prekomernega pitja, pa ali pa nekaj, a veš, kaj je ta rak na grlu bolj za take značila. Ti si na jeziku, na grlu imela? Ali? Ja, v bistvu na mandeljnih. Na mandeljnih, ja, to sem slišala. Sigurno, no, veš to, ko se sekiraš, pa jaz sem tudi vse življenje, nikoli nisem bila v neki službi, nikoli nisem imela neke varnosti zagotovljene, a ne. To je vse skupaj en tak paket, a veš. Kaj bi pa svetovala ljudem, da ne bojo dobili raka? Ja, osebno in duhovno rast. Ne, a veš, kaj je najbolj pomembno, no, res to, da lej, Tomaž, mi od jutra do večera samo norimo. Ja. A veš, ti se uspeš malo ustaviti tam, ko greš na ta potovanja, pa še tam delaš, a ne. Ampak se ustaviš, si vzameš čas, pa fino mi je, da se malo, a veš, da se malo spočiješ in v bistvu, če bi mi poslušali malo, a veš, vse telo točno pove, jaz zdaj, ko ga malo bolj poslušam, a ne, jaz na primer vidim, kadar me kaj skrbi, pa da preveč delam, mene malo ledvički vščipne, a ne. In takoj vem, ne rečem, saj ni nič. Takoj vem, da mi ledvice so povezane s strahom, a ne. Takoj vem, da nekaj zdaj ali pretiravam z delom, ali da me nekaj preveč skrbi. In, a veš, se malo ustavim, si dam grelno vrečko, si kakšen čajček skuham, poskrbim zase, pa je dobro. A veš, če bi to znala že prej, na tak način, ja, ne vem, bi se lahko izognila, ne, tej izkušnji. Tako pa si sploh ne vzamemo časa zase, no. To je res, ja. A veš? Jaz tako razmišljam, tudi če ne drži, je dobro, da tako razmišljam. Sicer zdaj že ne več, včasih pa sem. Kolikor časa preživim na potovanjih, da toliko časa si življenje podaljšam. Ampak zdaj sem že toliko na teh potovanjih, da bi bilo že malo preveč, zato ne verjamem. Ti že res do 160 le, ali kaj? Ampak rečemo, včasih, ko sem pa šel, ne vem, za 14 dni na Krk, rečemo, ne. Sem rekel, pa zaradi tega sem sigurno 14 dni dlje živel, ker zjutraj sem šel teč, pa pol malo v vodo se kopati, pa fini zrak, pa sproščen, pa pa tretje, mislim, to je neverjetno, neverjetno, čeprav zdaj nimam več takih. Zdaj sem prav razmišljal, da bi jaz mogel enkrat sej za 5 dni nekam na morje, pa bi tu kar na Krk mogoče šel, ker sem že itak vse pregledal, da ne bi mu nekih novih ciljev in da res plaža, knjiga, zjutraj mogoče teč, malo sprehodi in to je to, ne, to je to. Tako da, to mislim, da je tako redno, pa da daš možgane na pašo, to je pa daš lahko, sej pri meni, ne, jaz to doma jih ne morem dati. In tudi, če grem na Krk ali pa na Filipine, jaz na Filipinih mnogo bolj na težave v firmi pozabim, kot na Krku, ker je bolj daleč, tu sem tudi nekaj prebral, da je bolj daleč, ko si prej pozabiš, ne, in verjetno, da je res to, ne, tako da malo preveč hitimo, ampak po drugi strani pa je težko, da ne, mislim, da ne. To je spet moč misli, če boš rekel to,
To je res. Težko, da ne, saj veš, lej, saj to pa. Jaz si zdaj rečem, a ne, lahkotno in radostno, a veš, živim, bivam, zaslužim, pač tako, to je moja mantra. Koliko pa se ukvarjaš s športom, ko si rekla, zjutraj telovadiš? V bistvu s športom kot takim malno, je pa res, da zdaj že dolg let zjutraj, ko vstanem, najprej žvrklam ole 17 minut, potem, kaj to pomeni? da si daš en požirek olja v usta. Aha. Kakšnega Ne grgraš, olivnega? ja, pač jaz imam sončnično ali pa iz pšeničnih kalčkov je fajn. Ali pa, In ne vem, zakaj je kaj to takega. dobro? Zato, da ti potegne bakterije pa vso svinarijo iz želodca, to, ko se ti nabere čez noč in se vsa ta svinarija, vse te paraziti pa ne vem kaj lepo utopijo v tem olju. A veš, ti jih prvabaš gor, pridejo, cak, pa pluneš, pa fajn spereš zobe. A ne, pol pa jaz pijem limonado toplo, 1,5 litra, pol pa delam ali tibetanske vaje, ali jogo, ali pač neki eno telovadbo in v bistvu sem ful gibčna, tako vidim, da mislim, jaz skoraj za vrat dam nogo, sicer ti zdaj tle nam tega kazala, ne, ampak veš, tako. 20 minut, no, da se malo, ampak delam bolj raztezne, a veš, nimam pa te kardio, to me malo pol, to mi pa malo zmanjka. Jaz pa v kondiciji sem, ampak nisem pa gibčen, tamle noter sem se komaj spravil, pa tudi ven, mislim, ne komaj, ampak ni ono, ne. Da bi kar skočil. 20 letem bi sem skočil not, pa skočil ven, ne, tako da to moram malo na tem delati, tudi na tem razgibavanju. Ti lahko jaz pokažem kakšno vajo. No, boš. Pol. Tukaj so se prej pogovarjala s hipnozo, se ukvarjaš. Kaj to točno tle nudiš? A veš, kaj je točno to, kar sva prej rekla, ne? Da pomagam ljudem, da se sprostijo in najdejo one dogodke, ki so bili majhni, ki so jih zaznamovali, pa jim delajo škodo, zdaj, ki so odrasli. A ne? Je pa tako, veš, da jaz sem ta proces razvila še tako po svoje, malo, ker imam še toliko drugih teh izobraževanj narejenih in temu rečem hipnotransformativni coaching in je to 3 ure traja. Tako orang, močen proces, ampak pa pol vsak dobi še en posnetek, prav narejen na tisto stvar, a veš, tako vsak pač posebej. In moraš to poslušati en mesec vsak dan, veš, da ti natreniraš. To je en posnetek, imaš posnet. Ne, to naredim vsakmu svoj posnetek. Vsakmu posebej? Ja. Tako da ta proces je kar močen, no, in tako kar imam odzive res zelo dobre, no. Ljudje povejo, da jim spremeni življenje, veš, to je, mislim, až kaj lepšega. Se strinjam. A veš? Pa kako ta hipnoza izgleda? Prej si rekla, da ni to zdaj A ljudi tukaj hipnotiziraš, da niti ne vejo, kaj ti pripovedujejo? Ali vejo, ker imaš tudi ljudi, ki jih je lažje hipnotizirati, pa težje. Saj pa unika reče, mene se ne da, itak pol se jih da, ampak ne gre za to, a veš, gre samo za to, da se človek toliko sprosti, da malo odklopiš ti, a veš, vse te varovalke, da si sproščen in potem lahko pridejo stvari ven, a ne. Ti ves čas veš, kaj govoriš, a ne, se pogovarjava mi dva, ne. Sam da imaš zaprte oči, pa malo, tako, to je v bistvu zelo tako naravno stanje, ne. To si zjutraj, ko se zbudiš, si v hipnozi. A veš, pa zvečer, tik preden zaspiš, si tudi v hipnozi. A veš, ko si tisti, ne. In takrat je tudi dober čas, da si ljudje sami rečemo, jaz sem v redu, a ne, zaslužim si, ne vem, pač nekaj, kar bi si rad rekel, a ne. Ker takrat smo bolj dojemljivi tudi. No, lej, potem greva pa še malo na vprašanje mojih sledilcev. Urco pa pol so rekla. Točno uro, lej, gledam tukaj le. 13:30 so začela, tako da uro pa 3 minute so zdaj. Že vreme se je vmes spremenil, glej.
Ogromno vprašanj si dobila, mislim, je bilo, tudi pohvali in tako naprej, pa sem jih sam nekaj najbolj zanimivih dal. Breda je napisala, jaz bi ji predvsem čestitala, da se tolikokrat v življenju pobrala, zraven pa navdihuje še druge, jo občudujem. Hvala, Breda. Ljubica Pintar, vesela bom, če ji poveš, da ji bolj paše blondna barva in da je carica, da se je pobrala po toliko težkih obdobjih življenja. Hvala. No, sam to pa ni bilo pohvala. Blond pa nisem zato, ker sem se barvala 30 let, a veš, in to je kemija. Ja. In sem rekla, zdaj nisi prebarvana. Zdaj pa imam kano, to je pa naravno, no, tako da zato sem pa, jaz sem si bila tudi lepš blond, ampak sem rajš zdrava, se strinjam. Mateja, prav, kaj je bil ključni povod, da se je pobrala po padcu oziroma 2 ločitvah? Kaj je bil ključni moment, da je začela s svojim poslanstvom? Pa želim ji vse dobro. Lansko leto je bila na mojem dogodku v Braslovčah, kjer je bilo okoli 400 ljudi, glede na njeno življenjsko pot, ki je bila več trnjava kot ne, ji vsa čast. Mateja Žlogar, če to veš, na kjer dogodku si bila. Vem, ja, se spomnim, ja. Aha, no, boš kar na prvo vprašanje, kaj je bil ključni povod, da se je pobrala po padcu oziroma 2 ločitvah? Veš kaj, v bistvu ta prva stvar, ki mi je najbolj pomagala, je to, da sem vedela, da moram jaz biti v redu zaradi otrok. Da otroci pač rabijo mamo. In mi je bila to ta prva motivacija, pol sem pa ugotovila, da v bistvu jaz rabim sebe. A veš, da jaz rada živim, pa da v bistvu sem potem prišla do tega, da z mano ni nič narobe, da jaz sem bila prej sam preveč uslužna, pa preveč prijazna, pa preveč vse za druge. In da če si ti tak, te drugi sploh ne znajo ceniti. In nisem cenila tudi tega, da sem jaz v redu, da sem jaz fajn človek, ker nobenemu nič hudega nočem. A veš, jaz tega nisem znala ceniti pri sebi. In če ti sam tega ne ceniš pri sebi, pol tudi drugi ne. To sigurno, ja. Kaj je bil ključni moment, da je začela s svojim poslanstvom? Glej, to, ko sem videla, da znam sebi pomagati, pa ko so začeli ljudje me spraševati, na kakšen način sem jaz sebi pomagala, sem ugotovila, da v bistvu lahko pomagam tudi drugima. Tako da zdaj dostikrat rečem, da ves trening, ki sem ga imela na televiziji, pa to govorništvo, pa nastopanje, da je to bil trening za to, kar delam zdaj. No ja, se to vladaš, to se vidi. Duša prav, luškana je blond ali pa s temnimi lasmi, vedno nasmejana, kljub vsemu, kar je v življenju dala skozi, krasno izgleda, glede na to, da ima 5 otrok, da je babi in da je skozi dala še bolezen. Srečno, Saša. Hvala. No, saj bolj so pohvale, manj vprašanj. Marjan, pozdravijo in ji čestite za njen velik prispevek k boljšem razumevanju nefunkcionalnega partnerstva. A vseeno še vprašanje, kaj pa je v vseh zvezah daleč na prvem mestu, da so vredna ohranjanja in da zares delujejo? Zdaj, te nefunkcionalno partnerstvo, to jaz ne razumem, kaj te je to sprašval? Pač, da ne funkcionira, Pač, čist enostavno. Prispevek, se pravi, ti si imela nefunkcionalno partnerstvo in ker si to pač javno delila, se ti zdaj on zahvaljuje, če prav razumem. Recimo, Kaj pa je zdaj najbolj pomembno za funkcionalno partnerstvo, ki ga imam zdaj 10 let, recimo, zdaj že lahko kaj rečem na to temo, ker nisva od včeraj, je pa par ključnih stvari in sicer to spoštovanje medsebojno, to, da pustiš drugmu, da je tak, ki je, da ga ne spreminjaš, da mu dovoliš, da je samostojen človek,
ko ima samostojne želje, ne vem, prijatelje, zanimanja, ne vem, karkoli, da ne, veš, zdaj vse drug drugemu. Za vsako malenkost. Ja, no to. Pa enkrat sem tako lepo slišala reči od Brucea Liptona, partnerko, da ona se vsak dan odloči za ljubezen. A ne? V bistvu, a veš, saj tudi midva si grejo kdaj na živce, ampak midva se vsak dan jaz se odločim za ljubezen, ne za krek. A veš, jaz se hočem imeti lepo, jaz si želim čutiti pripadnost in to ljubezen, ki jo imamo med sabo in se pač odločam. A ne? No, jaz s tem partnerstvom imam zelo malo izkušenj, ker pa skoraj nisem bil nikoli v resni zvezi, dobro, tiste kratke, ki sem bil, ki so me pustile. Drugače pa nikako nisem bil, ne vem, najbrž tudi zato, ker me je prva punca pustila, pa spol malo jezen na ženske, pa pol niti nisem hotel biti v resni zvezi, da ne bi bil spet prizadet, pa tako naprej, ne. Tako da nisem bil, pa še ena slaba izkušnja, pa tako naprej in pol pač ostaneš samski, tako da jaz to ne vem, kako to poteka, ampak ene ljudi slišim, ki pravijo, ja, da na odnos se treba skozi delati, ampak ko to slišim, si rečem, pa dobro, da mi zdaj z eno žensko, pa da bom skozi mogel nekaj delati, da bo ta odnos laufal tudi brez sveze, a ni tu, a laufa, ali ne laufa, ali ne vem. Lej, a veš kaj, recimo, če bi ti zdaj imel eno žensko, ne, pa bi neki bil jezen, pa bi zameril in bi bil trmast, tako, kot je tvoj ata, pa tako, kot si, tudi ti, a ne? A veš, delati za odnos je to, da znaš požrti zdaj to trmat svojo in reči v redu, lej, usral sem ga, res, lej, dejva se usest pa pogovoriti, ti povej, jaz povem, dejva se zmeniti, kako naprej, a ne? To je delo na odnosu, a veš? To je to. Tomaž, a bi ti prišel na hipnozo k meni, da greva razpucati tele tvoje... Ja, bom pa prišel enkrat. A se bi upal? Kako se pa ne bi, jaz se vse upam. Jaz se sam žensk bojim, drugi. Ja, res. Ja. Tako, no, lej, se bova zmenila za en termin. No, super. Pa boš povedal. Me prav zanima, kaj boš pogruntala, me tu zanima. Bom tudi probal, da nam negiral tisto, kar boš rekla. Bom o tistem, kar boš rekla, razmislil. Enkrat meni rekel, da imam problem, da mamo ne spoštujem. To pa sigurno ne more biti res, ne, tako stvar pa moram nekaj, ker mamo imam pa res naraj v življenju, tako da. Ampak karkoli bo že povedala, no, bom premislil in probal, kako bi rekel, ne bom kar negiral, zato ker mi nekaj ne bo všeč, se veš, če ti nekaj ni všeč, negiraš, ja, seveda, ne bom. Ne. Ja. No, peva. En tak mal vprašanje, Ivan, zakaj si se toliko krat poročila? Si se samo dvakrat, ne? Ja. Pač. Ja, prvič ni šlo, si se pa še to drugič. Ja. Zdaj sem pa zaročena. Zaročena? Ja. Kaj to pomeni, če se zaročiš, da se moš pol poročiti? Lej, to pravijo, kar pravijo. Mi da sem se zaročila, zdaj pa je tako, že na 2 leti pa je čisto v redu. A ni tisto, da rečejo, ali se bo ta pol poročila, ali pa narazen šla? Ja. Lej, meni je vse, kaj rečejo. Ja, meni je važno, kaj mi dva rečeva, veš? Točno tako. Ja. Marijo sprašuje, kaj se je zgodilo z Črnim baronom glasbeno skupino. Tam je nekaj časa pela in posnela najmanj eno kaseto. Mogoče celo zgoščenko, tega ne vem. Ja, ploščo smo imeli, pa kaseto je bil pa Rdeči baron, ne Črni baron. Nič. Jaz imam še vedno te posnetke doma, žal na YouTubeu ni kaj dost, no. Ampak enkrat sem v avto dala, sem si dala na CD, a veš, pa otroci poslušajo, pa tako po enem 3. komadu, no vem, kjer otrok, mami,
A si to ti? Se kaj, ja, bravo, ste pogruntali. Ja, tako da, evo, tudi to je del moje življenjske poti. Irena sprašuje, kako ji je uspelo kljub medijske pozornosti in vsem ostalim vzgajati otroke in poskrbeti še zase. Veš kaj, pri nas ni toliko zdaj tudi tega zvezdništva pa neki. A veš, meni je sicer bilo zelo zoprno, ampak lej, a veš, če je bila ne vem koga bi zdaj primerjal, sploh ne vem, če lahko koga, da je bil tako toliko pa tudi ne, no. Ne, mislim, ja, si bila. Ne vem. A veš kaj, otroke sem vedno malo proč držala od vsega, tako dosti skromno sem jih, a veš, nikoli se nismo nič kaj zelo ven metali. Bilo mi je hudo sicer, ko so mediji, zdaj po to drugi ločitvi, kar nekaj eni pisala, ne. Kakšne, mislim, take nebuloze pa neresnice sem dostikrat pa jokala, no, to pa moram reči, no, mi je bilo hudo. Ker tudi nisem mogla razumeti, kako se nekdo lahko naslaja, a veš, na to, da jaz tam sem vsa razjokana, nesrečna, ne vem kakšna, en pa je prav jeka, pa a veš, pa daj, no, kako moraš biti tak, no? Ja, to se zaprašati, pa tudi mediji, ne, ali pa ne vem, jaz, mislim, se trudim s tem svojim YouTubeom in vse, ne, ampak sem pripravljen marsikaj narediti, to pomeni trdo dela, da bom prišel do sledilcev, ampak nikoli ne bi bil pripravljen nekaj snemati, ne vem, neke prometne nesreče, pa na neko tujo nesrečo, da bi nekako se naslanjal, ne, mislim, na misel mi ne bi prišlo tako, da... Ja, lej. Tako da, no, enega zanima, če si še samska, pa si bi kar povedala, da si zaročena. Danici je tudi prav, da ti bolj paše svetla barva las, ampak to je po mojem zato, ker so te navajeni. To je to, ne. Ja. Ja, no, se ni toliko vprašanj, no, lej. Mar sem jih spustil, ker vem, da to tebe cajt mori, tako da te pa nisem vse prekupiral s tem, tako da jih je bilo še bistveno več, tako da s tem vprašanjem so nehala. Imam pa jaz samo še zate na konc čez par vprašanj, tako da še 5-10 minut, pa si naprej. Ajde, pa pejva. Vlagaš kaj v kriptovalute? Tu vsadzga vprašam, skoraj vsadzga, če kjer ga ne poznam. Čist mal, ne vem, pač, ne vem. Želiš, da povem, koliko? Ne, sam če vlagaš. Sem pa še tist, imam zdaj pol manj, pa zdaj pač kar čakam, pa bo, kar bo. Prav. Jaz upam, da bo šlo gor. Ja. Kaj je zate največja vrednota? Poleg družine, pa to... Ja, ne, veš kaj imam? Jaz imam zdravje, potem imam modrost, pa svoboda oziroma obilje, pa ja, družina, bla, bla, a ne. Kaj ti je pa vrednota pri drugih ljudeh? Poštenost, delavnost, iskrenost. Ja. Tudi pri sebi mi je, da a veš, biti iskren do sebe, a veš, to je najtežji. Tu je mogoče to ono, ko sem rekel, da si nikoli sam se ne lažem. Ja. Ampak vsaj probamo, ne, sami sebi lagati. Si zadovoljna s svojim življenjem? Zelo. Zelo. Si rečeš, kdaj Madonna je lepo živeti? Ja, skoraj vsak dan. Jaz se na potovanjih dostikrat rečem, Madonna je meni luštno. Ja. Res. A veš, no, jaz si rečem, ne bi svojega življenja zamenjala z nobenim na tem svetu. Jaz tudi ne. In tu najbrž, če si tu rečeš pol verjeten, si zadovoljen. Ker eni imajo bi za menov, ne vem, z Bradom Pittom, pa z Jeffom Bezosom, ki je najbolj bogat, pa take zadeve, ne. No, ga zmogli pri teh, Jeff Bezos, pa to. Koliko misliš, da je pa denar pomemben za srečo?
Veš kaj, gledala sem oziroma poslušala, da do 50,000 na letnem nivoju, a ne, ti zelo viša to srečo pa zadovoljstvo. Polk pa enkrat zaslužiš 50 jurjev recimo, pa ti ta občutek zadovoljstva in sreče ne raste več zdaj toliko, a ne. In jaz mislim, da denar je zagotovo pomemben, zato ker ti zagotavlja pač neko normalno bivanje, življenje, to, da si kaj lahko privoščiš. V končni fazi tudi potovanje, če ne bi mogel. Ja, seveda, ne? Ampak zagotovo pa ni to edini način tega, da si ti srečena. Ne? Jaz sem imela dobre honorarje, pa sem bila tako nesrečna, pa tako sem se zdela grda sama sebi, pa vsem drugim pa lepa. Mislim, kaj mi je pomagalo v njih 10 jurjev na mesec. Ali ne vem, pač so vsem koliko. No, je pa tudi lahko denar prokletstvo, rečemo nekateri, ki imajo ogromno denarja in so pol prisiljeni delati, ker ne moreš ti firmo kar pustiti, ker je pa prevelika zguba, ne, rečemo, ne vem, moj brat mi je zdaj razlagal, ne vem, nekaj več kot 5,000 evrov na dan plača za zaposlene. Stanejo in pol, če njega ni, če je on na dopustu, mečkam se zabušava, pa je on ob 1000 evrov tako in je pol tudi težko, ne. Ujetnik si pol, ja. Ujetnik si, ne, in mi smo zdaj imeli en dober posel je bil, nekaj izobraževanja, jaz vodam, so bile tudi subvencije, in smo tu našim strankam ponudili, tudi da jim mi zrihtamo papirje, pa vse, kar to veš, nekdo, ki ne ve, kako se če tega lotiti. Je pa 60% sofinancirano in pol je to ugodno za podjetja in si to vzamejo, kad drugače ne bi. No, in zdaj delam, ko budala, zdaj kar bil sem na potovanjih vmes, pa skozi samo to napolno tiščim in to je večkrat ta razpis, ne, in seveda zdaj zapržen cajt, ampak zdaj to moramo speljati in pri sebi si prav ne želim, da bi še enkrat odprli, ker to samo jaz imam te kompetence v našem podjetju in si ne želim, da bi še enkrat odprli, ker bomo spet mogli to delati. Ne, in ampak una žilca v tebi, ti pa joj... Ja, ker veš kaj, lahko bo kdaj pa tudi slabš, pa ne bo nič delal, pa rekel, zakaj pa nisem takrat, ne. Tako da prav nočem videti neke priložnosti in nočem, da se pokažejo. Tako da si tudi sužen, ne, in jaz večmo, če dam primer mojega brata, je zastopen, da ne more on prav kdo vse pust pa pet na morje. Ne moreš, če imaš kup problemov in tako naprej, tako da podjetništvo nekaj napuni ali orenk ali pa nič, ker drugače pa propadeš. Poznam pa tudi ljudi, ki so mal, bom rekel, z levo roko vzeli, pa propadajo. Tako da to zna biti tudi prokletstvo, pa zdaj nekaj ta inflacija huda, nekdo mu, ne vem, 1 milijon evrov prihranku na banki, pa mu je inflacija 200,000 na leto vzela, ne, tako da je mogel nekam uložiti, ker nekam uložil, je spet nov del si nakopil, pa tako naprej, ne, tako da zna biti tudi prekletstvo. Kakšni so pa tvoji hobiji? 2, 3, 2, če našteješ. A branje je hobi? Ja. Okej. Pa vrt. Vrt, super. Pa to, če so to hobiji, pač te moje vadbe, pa izobraževanja, to v bistvu so vse moji hobiji nekako. No, ni čist hobi, to vse moje delo tudi je hobi, ampak tudi skrbi to prinese, ne, ker vrt ti manj skrbi prinese, kot pa izobraževanje. Ne. Načrti za prihodnost, še zadnje vprašanje. Velikih imam, predvsem zdaj ta akademija, da to speljemo tako, kot se zagre, da ven pride en cel kup enih fajn ljudi, ki so našli svoje poslanstvo, ki so pripravljeni to pol deliti med svoje ljudi doma ali pa pol še več. In moram ti povedati, kakšen dober slogan imava. Prižgem luč v sebi in svetim še tebi. A ni lep? A ni lep? Super. Tako da to sicer pa vzpostaviti, veš, posel, da bi laufal na tak način, da ne bi jaz rabila biti toliko
skozi pri vseh stvarih zraven. No, to. Ja, neke online tečaje, ne? Ja. Čeprav mogoče sem te celo kdaj rekel pred korono, da to v Sloveniji ne gre, pa res takrat ni šlo, Vem, ni ker bil sem Slovenc pripravljen Ne. plačati Vem, to, ne? ker sem imela. Ampak zdaj po koroni se bo to spremenilo, Ja. tako da zdaj pa mogoče Ja. je to čas. Ti si te cilje zapisuješ, imaš ti plan Ja. za 5 let, 10 let naprej? Imaš, Za 10 nimam. za koliko pa imaš? Ja, jaz si vsako leto naredim za 1 let, pa za 3 leta. Super, vidiš. To jaz vem, da je treba narediti, ampak Ja. nikoli pa še nisem naredil. Tako da Fajn je to, ja. Pa tudi drugače to, kar si rekel, da ti, če bi punco iskal, a ne, Ja. da bi spisek napisal. Jaz sem tudi napisala spisek pred 10-11 leti, kakšnega partnerja si želim, Ja. in je pol kljukce delaš, ko Je po spoznaš ta vseh pravega. kljukcah. Ja. Super. Tako da se splača, no, to ti hočem Ne, reči. jaz No. nisem isto spisek naredil, kakšen bi mogel partner biti, ampak na kakšen način bi ga jaz iskal. Ne? A ja, no, Se ja, pravi, ja, jaz ja. bi, ne vem, mislim, bi vse izkoristil, bi dal na Facebooku glas, bi šel v ženitno posredovalnico, bi šel na te dating strani, čeprav to se mi ne da Ne, veš kaj, pogovarjati. najboljše, da ti napišeš sploh, kakšno osebo bi rad imel ob To sebi. pravi, da moraš narediti, to nisem pa To nikoli pa delal. predvsem ne zahtevati od te osebe nekaj, česar ti ne moreš dati. Vse, kar ti hočeš, da druga oseba je ali pa ima, moraš najprej ti sam biti sposoben dati. A ne? No, ampak iskreno povedano, nimam, sploh jaz ne vem, če znam v vezi živeti, ker nisem nikoli bil dlje kot 2 meseca in niti nimam neke želje. Se ne rabi živeti skupaj. Je pa ne, se to sem že dostikrat rekel, če bi bil pa še enkrat mlad, Bi bilo, pa bi se drugače, pa poročil ja. do 25, imel 3 otroke in to bi bilo to. Tako da take ljudi, ki si ti tudi cenim, da si se v tisti slavi, ki si bila, da si tako trezno razmišljala, da si se odločila za otroke, pa celo za 5 otrok. Ker takrat je bilo te plušno, ne, bi lahko to mečke nastrandala. Jaz sem pa tudi takrat ne bil tako slaven kot ti, ampak mi je fino šlo, diskoteko sem imel, ženska sem lahko menjaval, tudi sem rekel, kako bi se zdaj jaz nekaj Ja, vezal, ja. če je tole lušno, jaz hočem uživati življenje, ampak sem to narobe naredil in zelo narobe naredil, tako da zelo mogoče lahko že s kakšnim sinom potoval po svet. Bi bilo zanimivo. Sicer malo računam, da bom z nečakom, bomo videli, polet pele mamo pa nečake v Bosno, tako da O, se že super. nečaki veselijo. Super. Tako da... Lej, Tomaž, vse stvari so se zgodile, Bog ve, zakaj je to tako, kot je. Ja. In Bog ve, kakšen bi bil, če bi tvoja življenjska pot šla drugače. In v tem trenutku si zadovoljen sam s sabo, zadovoljen s svojim življenjem. To pomeni, da je čist prav, točno tako, kot je, in brez veze, da sploh zdaj za nazaj kaj razmišljaš. Ne, se ne Prišel boš k razmišljam. meni na hipnozo, da še malo pogledava, a ne, razloge, pa tole trmo tvojo, pa tak. In jaz verjamem, da tebe čaka še ful lepega. Ja, jaz tudi verjamem. Ja. In da tako pomislim, ne. Še 20 let nazaj mi sploh ni bilo luštno. Ne, zdaj bi rekel takrat, če bi nekdo rekel, bo treba umrti. Pa bi rekel, Pa hajde, pa ajde, dajmo. ja. Danes pa ne, imam pa še tudi plana, Jaz veste. tudi. In potovalnih in Ja. to, in tudi razmišljam, včeraj sem se dobil z enim, ki je v penziji, rad potuje. Ampak še zmeraj dela, ki je mu prej privat. Sem rekel pa, lej, zdaj mi razlagaš, kako ti je to fino, kako greš rad na potovanje. Zakaj si pa še del nakoplješ? Mar po svetu, ko hodu, pa fino samo. In jaz res v tem uživam, teh potovanj. Mislim, meni je tako fantastično in mislim, ta svet je tako lep. In vse vidite navade ljudi, mislim, res uživam in
upam, da, mislim, ne, sem prepričan, da bom to vse še izkoristil. No, mi pa tudi uživamo pol s tabo, ker nam en delček prinašaš tega. To me pa najbolj veseli, Ja, ne. ja. Du pravijo, za denar tu delaš. Pa kakšen denar, jaz sem od tega plačan manj kot vsak študent. To je vesele, tako da to je vesele in meni, če bi en dal na izbiro, ti imaš možnost, da boš s tem svojim videom ful zaslužil, ali pa da te bo ful ljudi zgledalo. Jaz bi izbral ono, da me ful ljudi gleda, pa da nič ne zaslužim. Ne vem zakaj, ampak tako je to. Ja. Tomaž, daj. Ful ti hvala, Ja. da si se odzvala na to moje povabilo. Prijetno bilo s tabo podebatirati. Ja, sej, tako kar vedno, hiter tako mine, da ampak pa sem hiter kar že je. živčna, ker je toliko dolg, pa si mislim, pa kdo bo to gledal. Vsi govorijo, ja, moraš imeti minuto. Lej, dal No, pa- sem anketo na YouTube, ko daš lahko anketo, ma kakšno minuto, to je čisto zgrešeno. Dal sem anketo na YouTube, video ta zadnji, ki je bil dolg 1:45 minut, koliko časa ste gledali video? Cel sem dal odgovor polovico, 20 minut, 10 minut, pa 2 minute, zaprav 2 minute, a 2 minute. Ja. Več kot 50% jih je bilo, da so gledali celega. Res, da to so verjetno oni, ki me bolj sledijo, odgovarjali, ne? Ampak vse tudi jaz vidim statistiko, koliko je povprečen čas gledanja in je rečemo pol ure. Ker moš vedeti, kdo pride gor, pa ga ne zanima, pa gre takoj dol, ti smo jih ful znižali, tako da ful ljudi gleda do konca in prepričan sem, da ta bo pa še več jih gledal do konca. No, mi boš poročal. Bom poročal. Ja. In hvala vsem tistim, ki gledate do konca. No, pa lahko komentar napišete, če ste gledali do konca, da bo te Sašo prepričali. Da bom pokazal, rekel, res koliko kdo jih je gleda, ja. napisalo. Ja. Prav, hvala in tebi in gledalcem. Adijo.